Dober dan, gledalke in gledalci iz studia VTV vaše televizije Velenje. Spet je četrtek, 17:30 je ura. To pomeni, da se bomo pol ure družili v naši oddaji o bontonu in z nami Saša Županek. Dober dan želim. Dober dan. Vidim, da si spočit, nasmejan, poln energije. Pomlad je tukaj, ne? Se pravi, da pozitivno vpliva na tvoje razpoloženje. Za marsikoga je to najlepši letni čas. Meni so vsi letni časi enako lepi, vsi imajo svoje čare. Vedno je pa pomembno, kako se človek v svoji koži počuti. Potem ni izgovor, niti če je dež, niti če je sonce, ker pravijo, brez ljubezni je vse brez veze, ne? In če nekšna ljubezen, pa veš, pesnik pravi, kot tudi če je roža ali kamen ali kak, ne, to se tudi navzven izraža potem. Če si zadovoljen sam sabo, pa potem z odnosi, pa imaš prijatelje, dobre zveste, pa tak, ne tak. Da ja, pomlad pa absolutno, ker maja imam rojstni dan, veš, in te vedno, sicer ni fajn zdaj pri teh letih, ka si vedno leto starejši, ampak dobro, no. Pa vedno si pozitiven, vedno si dobre volje, se kdaj tudi razkuriš? Ja, dvakrat letno približno, samo te je boljše ne biti v moji okolici, ne? Ker poznam ogromno ljudi, ki se dnevno, ne vem, 10-krat razkurijo, kako ti praviš, pa potem se spet pobotajo. Jaz pa imam visok ta prak, prenašan marsikaj, pa tako, ampak ko pa tisto dvakrat letno, ko se ti pa te nabere, te pa boljše pravi ne biti v moji okolici. Seveda ta maska oziroma ta krinka oziroma nasmeh številka 4 dostikrat ni ravno odraz mojega počutja, ampak 15 let sem imel plesno šolo, veš. Vsak dan plesni tečaji, čez 100 maturantskih plesov. In tam, če tudi si imel doma probleme, če te je zob bolel, če te je čevelj žulil, pa tak, ljudje se na plesu radi zabavajo. Dostikrat si umetno naredil tisti nasmeh in potem ljudje mislijo, da si vedno dobre volje in to ti potem nekako stane. Ti ljudje, ki so ti pa bliždo, ljudje, ki te imajo radi, ne vem, starši, partner, otroci pa tak, pa vidijo. Pred njimi pa ne moreš imeti non-stop maske gori. Tako da, no, zdaj za javnost pa to, čim se prižgejo kamere, čim je treba, vidiš pred sabo mikrofon, zakaj ne bi bil dobre volje, ker smeha je izredno malo, v zadnjih letih je malo smeha in vse povsod, kjerkoli predavan, nastopan, so ljudje veseli tega, da pride nekdo, se malo nasmeji, kaj zanimivo, pučno, šalivega pove, kaj prekmorskega vseka v maternem jeziku. In vem, opazil sem, da v prekmorščini, če poveš tudi resno stvar, se ljudje smejijo. Če poveš pa kaj smešnega, te si pa že tak največji humorist. Zato pa nama gledalci in gledalke ne smejo zameriti, če se kdaj smejiva, ne? Ne, absolutno ne, midva ne igrava tega, ker najin smeh ponavadi porodijo izrečene besede. Ne smejiva se butasto govoriva pa ne vem o žalostnih stvarih. Če se bova resno pogovarjala, kazven o obnašanju na pokopališču ali pa med pogrebnim obredom, recimo, zagotovo se ne bova smejala, ker tema ne bo smešna. Danes si Saša izbral zanimivo temo, ne? Stopnice, vrata, dvigalo. Bonton, pravzaprav, ko sem prebirala, kar si zapisal, sem si rekla, a tudi tukaj obstaja bonton? Zdaj, če bi tako dobiš naslov stopnice, vrata, dvigala, misliš, kad je kaki gradbeni delavec poslal, kako bodo gradili jutri, ne? Ja, vse povsod, kjer smo nekako se srečujemo z ljudmi, imamo možnost, da naredimo kakšno napako, na vseh teh področjih so bontonska neka pravila, več ali manj so to dobre navade, nekaj je pisanih pravil, večino ostalo so dobre navade. Potem, če bova, ne vem, če bova dolgo sodelovala, pa bom še dolgo se sem vozil, potem bova imela tudi, kaj zvem, bonton na prvem zmenku, bonton na drugem zmenku, bonton v posteli, bonton, ko gre na razen zveza,
vse živo, ne, in to vse povsod je treba. Pri vsaki naši življenjski zgodbi je prisoten bonton. Zagotovo, tudi bonton pri teh raznih bančnih okencih, pa na poštah, pa na bencinski črpalki, recimo. Ne vem, če ti tudi opaziš samo, ampak na bencinski črpalki je vse povsod narisano, da se ne sme kaditi, pa prekrižanje telefon. Ampak opazuj, pol ljudi, ko tanka, recimo, ko polnijo, ima telefon prižgane. In ni toliko bontonsko to ne lepo, ampak hudo je, če telefon na tla pade. Napravi se iskra in v Belgiji, mislim, da sta 2 črpalki šli v zrak. Eksplodira zadeva, ne zaradi varnosti je. Ja, res, stopnice, skoraj da ni stavbe, kjer ne bi imeli nekih stopnic. Redke so stavbe, kjer ni. In seveda zdaj različno, če so stopnice široke, če so ta stopnišča široka, ni toliko problemov. Zame v primer, jaz vedno pravim, najlažje mi je vzeti primer para. Če mi dva greva recimo po širokem stopnišču, ali navzgor ali navzdol, imava toliko mesta, da lahko komot greva vzporedno. Zdaj tisto pravilo, da je ženska na desni strani, mogoče tu odpove. Ženska bi naj bila, ko greva po stopnišču, bližje ograje. Spet zaradi varnostnega vidika nekak, ker ženske imate ponavadi pod narekovaj, povem, bolj nevarne čevlje kak moški. Moški ponavadi nimamo, ne vem, 6, 7 ali pa 12 centimetrskih pet in ženska je, večja nevarnost pri ženski je, da izpodrsne mogoče in se potem lažje kje zgrabe. Torej na širokih stopniščih tak nekako velja, če so zelo široka, bi veljalo mogoče kako po cesti, desno pravilo. Po desni strani gremo, ne vem, navzgor, pa po svoji desni navzdol. Potem pa pride do situacij, ko so pa ožja stopnišča. Zame v primer, da so malo bolj strma stopnišča in ožja, ko mi dva recimo več ne moreva iti komod vzporedno. V tem primeru je pa pomembno, kdo gre naprej, pa kdo gre od zadaj. In včasih, veš, tile bontonske stvari so živa stvar, to se spreminja. In včasih, jaz rad pravim, njega dni, ne, je veljalo, da ko greva navzgor po stopnicah, moški ne bi smel iti spodaj. Ker so nekako obsojali, da zdaj moški lahko ženski pod krilo gleda. Ampak težko, veš, če greš 2 stopnici za žensko, težko se tako pripogneš, pa upogneš, da bi ženski videl pod krilo. Sicer ste se pa ženske same odločile, da nam lepe noge pokažete, ne? Pač ne hodite v hlačah. Seveda, če si 10 stopnic nižje, potem je možnost, ko vidiš pod krilo. Zdaj pa velja po novem pravilu, da je moški, če greva navzgor ali navzdol po stopnicah, nižje. Pomeni, če greva midva navzgor, grem kaki korak ali 2 stopnice ali 2 za tabo, v primeru, da ti spodrsne, pa te potem jaz lahko ujamem. Veš, kolikokrat sem šel za kakšnimi lepimi ženskami, pa sem tako malo molil Boga, da naj malo spodrsne, sicer naj si nič ne naredi, ampak naj pade varno v moj objem. Ampak ni se zgodilo. Isto, če pa greva navzdol, pa jaz grem stopnico ali 2 pred tabo. Spet, če tebi spodrsne, da padeš na Tarzanovo leđa, ne, pravi. No, potem pa pri srečevanju. V blokih recimo se srečujemo z ljudmi, nekako bi spet tisto desno pravilo večina ljudi upošteva, tu pa mogoče spet to odpove, tisti, ki grejo navzdol po stopnišču, naj bi šli bližje spet ograje. Ker če gledava varnostnega stališča, če gremo dol, je večja nevarnost pa možnost, da se nam spodrsne pa da pademo, kot če gremo navzgor. Pravila so neka, ampak zdaj, kdo jih upošteva, kdo mora o tem razmišljati, bo imel probleme, komu je pa to samo po sebi umevno, ker logične stvari so, ne, bo pa to mogoče upošteval. Se pravi, da se držimo nekih pravil, kako gremo gor po stopnicah, dol po stopnicah, po kateri strani, kdo gre prvi, kdo gre zadaj. Kaj pa recimo samo pozdravljanje, ne? O tem sem tudi že govorila v prejšnjih oddajah, kdo koga pozdravi, na kakšen način, da glasno, jasno pozdravi nasprotnik, da odzdravi lepo nazaj. Tako, na podoben način, ja. In če tudi človeka ne poznamo, jaz recimo pridem kakršenkoli stanovanjski blok. Tudi v Murski Soboti dolgo sem živel v bloku, pa še zdaj imam tam stanovanje tudi. V bloku pač srečuješ ljudi, srečaš na oskem prostoru, poznaš, ne poznaš, jaz vsakega pozdravim. Sicer v polovici primerov ne odzdravijo, ne, čudno gledajo, kot sem ga verjetno s kom zamenil, si misli. So stanovalci, sosedi. Je pa nekaj čist normalnega, da poleg tega še neko vljudnostno. Najbolj hvaležno je vreme, ne, ker ne vem, o čem bi se določeni ljudje tako v sosedskah sploh pogovarjali, če vremena ne bi bilo.
Tako da to je najbolj hvaležno. Joj, pa dež je, pa včeraj so sonce napovedali, pa malo pojamraš, pa kakšni trač ste slišali snoči, kako sta se ona pretepala, pa kako so oni, ne vem, lumpali, pa se drli. Torej, v blokih, pa v raznih teh stanovanjskih soseskah, to zdaj poleg stopnic še poveva, to ne je fajn, pozdravljati, to je, kako bi rekel, splošna kultura vsakega posameznika. Saša, kaj pa tekoče stopnice? Ja, tekoče stopnice obstajajo v glavnem v teh raznih nakupovalnih centrih, mislim, ka se jih, ker sem gradbeništvo študiral, mislim, ka se jim stojko pravi eskalatorji, če nisem pozabil. Ja, tu moramo tudi paziti. Zdaj, če je samo ena etaža teh stopnic, ne pridobimo kaj dosti, če na veliko prehitevamo ta, ne? Ampak če je pa recimo v Ljubljani, vem, ka je ena trgovina bila, ka si 4 etaže imel teh stopnic, velja pravilo, če so dovolj široke, stojimo na desni strani. Pa ne zato, da bi nekdo šel nasproti, ker ponavadi nihče ne gre nasproti. Za tiste, ki se jim mudi, da lahko prehitevajo. Velja podobno kot na avtocesti, mislim na cestah. Na desni strani stojimo, na levi pa lahko potem nekdo prehiteva. Ampak dostikrat pa potem naletimo na nekoga, ki se pa tak za obe tisti ograji prime, pa nimaš šans. Tudi če trobiš, če daš žmigavec, če blendaš od zadaj, ne moreš iti naprej. Potem, če se ti mudi komod, jaz po teh tekočih stopnicah še sam hodim. Tako da si dvakrat hitrejši. Še hodiš, tu najstarši predvsem pazijo, več starši dostikrat pustijo v teh nakupovalnih centrih, ni ceste, ni nevarnosti prometa, da se otroci igrajo. In tu je vedno nevarnost, čim se nekaj premika, čim nekaj, ne vem, je v gibanju, lahko nekaj, ali kos oblačila, ali ne vem, lahko noter potegne in zna biti tudi nevarno, da se kdo poškoduje. Zdaj, naslednja tema, vrata, odpiranje, zapiranje, tukaj tudi kar precej stroga pravila bova rekla, ne? Ja. Moški, ženska, kdo gre prvi, kdo prvi odpre vrata, kdo zapre, na kakšen način? Dobro, vrat je še dejansko več kot stopnic, ne? Včasih prideš v kako stanovanje v bloku, pa od shodnika je 16 vrat, ne? In če nisi tam doma, pa če te ne pokažejo, prej v kopalnico priješ, kako znaš tistega stanovanja priti. No in tu res obstajajo pravila. Zdaj, če spet vzameva neki par, primer par, zagotovo je moški spet tisti, ki v večini primerov ženski odpira vrata, jo pusti notre, ne vem, tudi če se k sebi odpirajo, on gre prvo, pa k sebi potegne, pa jo spusti noter. Isto mlajši starejšim, v poslovnem svetu zagotovo podrejeni nadrejenemu, pride šef istočasno pred vhod, odpre delavec, recimo tudi zaposleni gostom odpirajo. Seveda, zdaj, če so tele vrata na tele senzorje, ne, tu nimaš kaj za odpirati, tam se samo fajn nasmehneš, pa se ti vrata sama odprejo. So pa spet, veš, tako pri vseh teh pravilih so vedno izjeme. Nič ni tu 100%. Različne situacije dovoljujejo izjeme in izjema, kjer pa moški vedno prvi stopi. Zdaj ti bom, mislim, 5 enih takšnih stvari, ki se jih trenutno spomnim. V gostinski lokal sva že v prejšnjih oddajah povedala. Pridava midva v paro, greva, celo če jaz še povabim, ne. Sem jaz tisti, ki odprem, pa prvi notri stopen. Potem vrtljiva vrata. To imaš v teh nakupovalnih centrih, veš, ko se ta vrata vrtijo, tu gre moški prvi notri. In pa v hotelsko sobo. Dobro, zdaj, ta hotelska soba zveni tak, ne, ampak pridemo na dopust, recimo. Pride par dobro, v hotelsko sobo lahko greš tudi počivati, ne, ampak v vsakem primeru v hotelsko sobo, če pride par, gre moški prvi noter, ne veš nikdar, če je kakšen sovražnik noter ostal, ne, naj se moški z njim spopade. No, zdaj pa še mimo gre nekaj povem pri raznih teh vrtljivih vratih, stacionarnih vratih, pri avtobusu, kdo ima prednost? Vedno tisti, ki gre iz prostora ven. Ker dosti krat vidiš, ljudje navalijo na avtobus, gori pa takšna gužva, še ljudje niso izstopili. Podobno tu. Zdrava pamet pa logika pravi, da najprej moramo nekaj sprazniti, pa potem lahko nazaj polnimo. Ne moreš polno stvar še dodatno polniti. To recimo, te 3 stvari sem povedal, no in pa potem v prihodnosti bova tudi obisk koncerta klasične glasbe, gledališča, pa to obdelala bom to, tudi tam. Tam so tudi napake. V samo gledališko dvorano, ne v stavbo gledališča, ker potem je tam povedaj še predprostor pa foaje. V gledališko dvorano, če ni zadosti širok vhod, stopi moški prvi, pa potem ženska in potem, ko prideta pred vrsto, pa mava sedež 10-11 recimo, ne ženske naprej poriniti. Tudi Tarzan je prvi šel s tistim mečom, pa je delo pot svoje žene.
Torej, v vrsto gledališko gre tudi notri prvi moški in potem seveda v takih manjših krajih, Murska Sobota, ne vem, Velenje tudi ni ravno nekšno vele mesto, pa tak, ljudje, ki že sedijo v gledališki dvorani, potem opazujejo to. Jaz recimo ne poznam ljudi, ampak približno vidim. V večini primerov bo moški žensko prvo notri potisnil, ne, ajdi, ti se tam muči z onimi, on pa pride na gotovo, pa ti se zahvaljuj, ne, ali pa isto v gledališko dvorano. Potem tudi opazujemo, kdo se prvi vsede, če ve pravilno, kak je obrnjen, ko gre notri vrsto, ne, in potem si ustvarjamo vtis o ljudeh, v katerih ne vemo čisto nič. In tisti veliki, lepi avto zunaj je dosti premalo, ne. No, ravno to sem te želela povprašati, Saša. Glede na to, da si družaben človek, da hodiš na ogromno različnih dogodkov, prireditev, kaj opažaš? A smo Slovenci dovolj izvirni, naučeni, da znamo nekako se obnašati na javnem mestu, da vemo, kakšen je bonton, ali pa recimo se velikokrat zgodi, da pride človek zelo lepo urejen, od nog do glave, konec koncev pa ne ve, kako bi se obnašal? Strenjam se s tabo in iz generacije v generacijo so zadeve slabše. Generacija pred mano so bili kavalerije, resno, doma so dosti dobili, tudi šola in je dosti dala, razne plesne šole so poleg plesnih korakov učile tudi lepega vedenja. Jaz vem, ti v Mariboru nisi mogel v Belo Unionsko, če nisi imel čevljev z usnjenim podplatom. So skušali eni priti tam z gumijastimi podplati ali pa s supergami, je gospod na vhodu rekel, ne morete notri stopiti, ne. In ponavadi tudi na moje plesne, ko sem vodil, so prišli slabi plesalci z gumijastimi podplati. Dober plesalec, ki se zaveda, je prišel z dobrimi, ne. In oni so si še oteževali te stvari. Dobro, to je zdaj samo ena stvar. Seveda zdaj je odvisno, koliko sam sebe spoštuješ, pa koliko ti te stvari pomenijo. Ampak vseeno puščaš neki pečat in lahko ti opazuješ človeka res, kako praviš, uredi se maksimalno. Eni so še obremenjeni potem s firmami raznimi, pa ura, pa telefon, pa prstani, pa vse to štima, pa res lepi avto, pa čisti, pa šuhe ima, pa navezalke ima čevlje. Ali te že veš, ko ti tisto opazuješ, pa tej malenkosti od tistih rok pregloboko notri, skoraj da do kolen v žepih, pa kakšni žvečilni, pa čohanje, pa foaje, recimo med gledališko predstavo v pauzi gre svojo partnerko, potem jo pa tam pusti samo pri fikusu ali pri kaktusu, ker je on tam sodelavca ali pa kolega z rekreacije zagledal, ne. Če moški povabi žensko nekam, potem se mora njej posvečati, nabaviti najboljšo možno karto, ne tisto gori v Cankarjevem domu v 4. nadstropju, kad te tam pajčevino pucaš, pa nič ne vidiš dol, če nimaš toliko, je rajši ne povabi. Ne? In potem je pač dvoriti tisti večer, pa nič, ne vem, pričakovati kako protiuslugo, ker ko se bova menila o bontonu na prvem zmenku, v Sloveniji še vedno 10% moških pričakuje, da če bo žensko povabil na večerjo, da bo šla z njim v posteljo. 10% misli, zdaj, če sem tam 70 € pustil, zdaj pa manj še seks, ne? In mimo vsekajo dosti krat. Mogoče se je nekdo v preteklosti posrečilo, ampak ne, ženske ste dobro z različnega testa, ampak večina nistega testa, ne? To si lepo povedal. Saša, tretja tema pa dvigalo, ne? Tukaj so pa včasih dileme, kdo gre prvi, moški, ženska, a je spet tisto, ko nekdo kar nekoga potisne, pedi naprej. No, zdaj, če sva spet par prišla pred neko dvigalo, je ženska gre prva notri. Sicer to potem v hecu povemo, kad če je že pokvarjeno, naj ona dol pade, ne. Isto, če prideta podrejeni pa nadrejeni. Šef gre prvi v dvigalo. In naj potem pač firma brez šefa ostane. Drugače pa velja, no zdaj, če pa tisti najnovejši, meni enega avtorja, sem ime pozabil, ampak takšne smešne stvari ima noter v bontonu napisano, da baje, če zdaj greva midva v dvigalu, pa so tam tisti senzorji, veš, ker če tiste senzorje pokriješ, vrata ostanejo odprta, če ne pa vrata se zaprejo avtomatsko, da naj bi se baje, ko se dvigalo pripelje, moški postavil s hrbtom takoj na tiste senzorje,
da lahko ženska gre noter, pa potem on komaj gre noter, ampak je en kolega probo in tam, ko se ti nasloniš na tista vrata od dvigala, niso samo senzorji, tam so se razne maščobe, razne tiste takšne, veš, motorne tiste maščobe, pa razni vazelini, pa tak ne, in je suknjič moral vreči v smeti, tako da ni ravno se tam dobro naslanjate. No, potem pa velja, recimo, če pa pridemo, ne vem, v kakšno, jaz vedno primerjavo dan Mariborska bolnišnica, tam je ogromno dvigalo, noter mislim, kad 18 ljudi spravimo. V takem primeru pa ne rabimo biti posebej, kako bi rekel, vljudni, že ja, ampak po vrstnem redu. Kdo je prvi prišel, prvi gre noter. Če si prišel 17, boš pa šel 17 noter. Seveda je pa lepo, tako kot na raznih avtobusih, da damo določenim skupinam ljudi prednost. Če je tam nekšna nosečnica, če jo vidimo mamo z otrokom, če vidimo starčka, staro gospo, invalida, on si zasluži, da prvi stopi. No in potem med samo vožnjo v dvigalu zna biti zanimivo. Zdaj v malih dvigalih, vem, kad se ženske grozno počutite, recimo, kad se midva zdaj dobiva, se ne poznava, pa greva v 17. nadstropje, pa čisto počasi tali vid vozi, veš, kako včasih so vlaki vozili, ne, počasi. In potem predrzen moški, sicer ne poznam jih ravno dosti, celih 17 stopinj nadstropij z razdalje 62 cm bulji v tvoj obraz. Povej, malo se nelagodno se ženska ja. Malo nekako počuti. Ne? Tako da neko pravilo je, najboljše se je obrniti proti vratom, vsi gledamo proti vratom, je najlažje. In če tako veliko dvigalo, pa nekdo tam stopi noter in moral bi podreti skoraj da 10 ljudi, da bi prišel in stisnil svojo željeno tipko, potem je izredno lepo, če nekdo, ki je tam, vpraša gospa, katero nadstropje pa greste vi. In potem on tam lepo tisto 12 stisne, recimo. Se pa v dvigalih dogaja marsikaj, ne? Ne vem, kaj misliš s tem. Filme si različne gledala. Tudi samo obnašanje, recimo. Absolutno. V dvigalih, če je manjše dvigalo, je čist normalno, da pozdravimo, ko pridemo noter. V nekem bloku dvigalu 2 že stojita, mogoče sta še počakala, vidita, da ti še prihajaš, da se pozdraviš. V večjih dvigalih, ko je pa 17 ljudi, ni obvezno pozdraviti, je pa lepo. Podobno jaz pozdravim tudi človeka, ki se pri njem sedem v gledališču. Prvič ga vidim, pri njem bom 2 uri, mogoče mi bo slabo. Mi bo pomagal, če bo neprijazen do njega. Torej povem dober večer. Pa če odgovori, če ne. Ampak tukaj sem mislila predvsem na to, da velikokrat so ta dvigala zanemarjena od nas ljudih, ne? Umazanija, papirčki na tleh, tudi cigaretni ogorki, o čemer sva v prejšnji oddaji tudi govorila. Ja, zdaj tu lahko poveva, kje se ose valja, tam dlako pusti, pa tudi dosti krat se različni ljudje podpišejo. Ne imaš tam z kakim ključom ali pa s kakim, ne vem, žebljem. In to so mi približno taki junaki kot tisti, ki na forumih anonimni pišejo o nekom. To si vedno predstavljam nekoga popolno nesposobnega, ki razen pilota za televizijo pa odpirača za pivo, ne ve drugo nič na svetu delati in potem se pod skritim imenom tam prazni in ti zavida, ker si uspešen. Tako da ne berem tega, nisem obremenjen s tem. Če že kako kritiko napišem, se v začetku predstavim oziroma se od spodaj podpišem. Ljudje tudi namerno uničujejo dvigala. Ja, to pa so neke vrste vandali, ne? So, ja. To, ne vem, človek ima verjetno kakšne frustracije iz otroštva, tu zdaj midva bova težko raziskala, če so ga v otroštvu, ne vem, zlorabljali ali kaj so z njim počeli. Ne vem, isto kako če ti nekdo z avta, ne vem, avto ti nekdo popraska. Po moje nimam dobene koristi od tega. Saj zdaj, če ti je brisalce recimo vzel pa na svoj avto zmontira, si misliš, bogi si. Ampak to je tista ena zloba, človeku zver ali kak je nekšni pregovor. Ne vem, ne razumem teh ljudi, ker nisem z tega testa in veš, pošteni človek v vsakem človeku vidi poštenjaka. Podobno je tudi v partnerskih odnosih, ko vedno pravijo, da ljubosumen moški ponavadi sam nima čiste vesti, ne izhaja iz sebe. Verjetno ima že par ljubic, da potem pa pomanjkanje samozavesti in pomanjkanje zaupanja. Ne? Tako se mi smilijo taki moški. Saša, če zdaj potegneva črto po današnjo temo, kaj bi še posebej izpostavil, na kaj bi upozoril naše gledalke in gledalce? Ja, v teh situacijah, kakor tudi v ostalih, stopnica, vrata, dvigalo,
prihaja tudi do takšnih situacij, ki v nobeni knjigi ne pišejo, pa jaz jih ne morem niti povedati, ker imaš ljudi, ki tudi z nogo odpirajo vrata. Pride pred vrata, pa brsne vrata, pa tak ne bo mogoče ravno v čelo ali pa v nos dobiš. Ne vem, ravnajmo tako, kako se nam zdi primerno, potem v raznih situacijah pa upoštevajmo neznanje nasprotne strani, bodimo galantni. Vedno je fajn tisti en občutek, vem, jaz v začetku, ko sem tudi tiste prve ljubezni imaš, pa to, pa prideš v lokal, pa prvi stopiš noter, pa te vsi tako tisto čudno gledajo. Ampak ti veš, kaj si ravnal prav. Isto v teh situacijah. Pač nekdo ne ve tega, naj se ti malo zasmile in spontanost. Situacija je, kjer pa premislimo, kaj bi bilo zdaj pametno. Je dobro, da res zdaj grem jaz prvi notri ali ne, ali pa prehod za pešce, primer pa stoji starejša babica, recimo, pa si ne upa čez, ker se zelena luč prej ugasne, preden ona pride do polovice. A ni nekaj samo po sebi umevnega, da jo vprašaš, či ji lahko pomagaš, ustaviš promet, pa te mogoče lahko prime pod roko. Pa to nikjer ne piše. Ampak tista babica bo mogoče tam stala še 2 ure. Ali pa jo na koncu še poderejo. Ne vem, tako malo moraš to življenjsko pa normalno gledati. Se ravno to je zanimivo, ne? Kar si velikokrat že omenil v naših oddajah o bontonu, da neka pravila obstajajo, pomembno pa je, kako se človek znajde v določeni situaciji. Zdaj lahko recimo, ko gremo po stopnicah ali pa ko odpremo vrata ali pa ko gremo v dvigalo, se spotaknemo in pademo. To nikjer ne piše. Ali pa zagledaš sosedo, ki je pač nekoč bila mlada kot si ti, zdaj je pa stara 72, pa ima 3 vrečke, ti pa frajer roke v žepu. Pa ni lepa gesta nekomu polepšati dan, pa prositi, či lahko pomagaš to vrečko nesti. Sebi si polepšal dan, njej pa absolutno. Pa ne, mislim... Pa nič ne stane konec koncev, ne? Nič ne stane, ne, ali pa srečati sostanovalca, soseda pa z nasmehom povedati, o zdravo, kako ste, kaj ste gledali snoči fuzbal? En vic vam moram povedati, ne? Ampak je zanimivo, Saša, recimo, če pa človek preveč izstopa, da ima ogromno te pozitivne energije, ga pa ljudje po navadi tudi ne sprejmejo. Ne, čudno te že gledajo, komu te je, glej. Ogromno ljudi bi bilo dosti raje, če bi bil non-stop slabe volje ali pa kaj potrebuje spet. Ja, neka bufektu, ne, ampak imaš prav, ja. Samo, ne vem, fajn je to pozitivno energijo malo širiti pa prenašati okrog. Moj kolega, njemu je največji užitek zjutraj priti v lokal, ko je polno ljudi, vsekati 2 vica pa oditi v službo. On se tako dobro počuti, ko so se tam nasmejali z tega, pa ni bi dobil za to plačano, pa nič, ampak dobro je delati dobro, kako Hrvati pravijo. Ne? Saša Županek, naslednji teden se spet vidiva. Kaj pripravljaš za naslednjo oddajo? Zdaj pa moram enkrat lepo po resnici povedati, da še ne vem. Bo nekaj s področji. Lepo si priznal. Veš, kaj sva rekla? Če človek prizna... Ja, nič. Ko boš te zdaj neka bluzu, potem pa ne bom tega naredil. Torej, zaenkrat še ne vem. Jaz si pa zdaj še eno bolj zanimivo stvar povem. Ja. Moj guru, mentor Zdravko Zupančič iz Ljubljane je enkrat rekel, da kdor govori po resnici, niti spomina ne rabi. Ni lepo. Zelo. Ker zdaj se zlažeš, potem pa čez 5 let ne veš, kaj si takrat lagal. Vedno moraš delati, kaj si komu zlagal. Ne. To je to. Ampak glede na to, da so zdaj pomladni meseci, mogoče kaj v povezavi s tem? Ja, seveda, kositi smo začeli, to je pomembno. Ja, veš, jaz sem zdaj 4 leta na eni 10-arski parceli, do takrat v bloku, fajn prideš domov, 2 pilota, ne veš, kaj bi gledal, pa tisto pa sprehod, pa kavica. Da, prideš domov, 2 koselnici čakata in seveda na vas je pa še tak, če slišiš soseda obvezno, moraš tudi ti kositi. Ne, to, se pravi, tudi pri tem delu je bonton? Pa normalno, bonton je, veš, kaj je tu bontonsko mišljeno, da ne greš ravno v nedeljo po kosilu ti kositi, ne, oni pa tam imajo ljubi mir, ne, tako da, ali pa zvečer ob 10, ne. Seveda, vse posod so te bontonske stvari prisotne, no in to je, veš, po eni strani je fajn delati z ljudmi, pa imam rad ljudi, po drugi strani je najtežje delati z ljudmi, eden ti lahko pokvari vse, kar jih je 300 naredilo pozitivnega in to je ene takšne vrste odklop. Veš, včasih, ko nisem imel probleme s koleni, sem se vsakodnevno pač s športom nekaj ukvarjal. Ampak zdaj pa, veš,
nekaj posaditi, nekaj preštihati, nekaj zaliti, pokusiti in te ima svoj moški razlog, da pivo spije, ker jaz sam sabo nikoli ne bom piva pil. Če nisem v družbi, pijem brezalkoholne pijače. Tu pa imaš ti en občutek, glej, zdaj sem si pa zaslužil eno mrzlo pivo ali pa 2 špricer. Aha, in tako ne ostane. Prihodnji teden se vidiva, Saša Županek, hvala lepa za danes. Uživaj pa mlad. Ja, enako želim vsem. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo oddajo o bontonu na programu VTV vaše televizije Velenje. Lepo se imejte in nasvidenje čez teden dni.